Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes raziskujeva občino Žužemberk. Pred nama je približno 25 minut dolga pot. Grad je zelo lep in velja za enega najslikovitejših gradov v Sloveniji. Tukaj pa je trenutna lestvica. V Ajdovcu si ogledava vaški vodnjak iz leta 1932, ki je prava redkost v Sloveniji. Ima poseben mehanizem imenovan paternoster, ki deluje podobno kot stare vodne črpalke ob Nilu v Egiptu. Kovinske plošče z majhnimi posodicami se vrtijo in prenašajo vodo na vrh. Takšna vodnjaka sta v Sloveniji le dva. Po drugi svetovni vojni je bil opuščen, v 60 letih pa je dokončno prenehal delovati. Nadaljujeva ob reki Krki, eni redkih večjih rek, ki ustvarja lehnjak. Domačini mu pravijo Laki kamen. Na reki je več kot 90 lehnjakovih pragov, najlepše pa opaziva prav tukaj in pod gradom Žužemberk. Lehnjak nastaja iz kalcijevega karbonata in se oblikuje na mahu ter vodnih rastlinah, zato je mehek in lahek. Zgornji tok reke je ožji in primeren za kajak ali pa rafting, srednji in pa spodnji del pa sta mirnejša in bolj primerna za kanu. Pred približno 220 leti so se ob Fužinah, kjer so ponovno talili kovino, začele razvijati večje livarne. Večina današnjih tovarn izhaja prav iz te tradicije. Železarna in livarna v Dvoru pri Žužemberku je delovala med letoma 1796 in 1891. Bila je največja železarna na Slovenskem in znana po številnih umetniških litinah, ki so ohranjene še danes. Od leta 1820 se je livarna usmerila predvsem v litje železa. Izdelovali so tako uporabne industrijske izdelke kot tudi umetniške predmete, na primer svečnike, krožnike, peči ter ograje za balkone in mostove. Deli čevljarskega mostu v Ljubljani ter prvi vozički za železnico v Postojnski jami so bili izdelani prav v Dvoru. Zaradi visokih proizvodnih stroškov in konkurence je proizvodnja začela upadati. Leta 1891 pa so plavš dokončno zaprli. Danes si lahko zraven ogledamo muzej železarstva in galerijo, kjer so razstavljeni originalni odlitki ter prikaz postopkov taljenja in litja. Posebno doživetje pa so tudi te 3 hišice na drevesih, povezane s stopnicami. Velike so približno 20 kvadratnih metrov in ponujajo čudovit razgled na grad in reko. Konstrukcija je iz lesa in jekla, pritrjena pa je s posebnimi vijaki, ki drevesa ne poškodujejo. Soba 1, soba 2 in soba 3. Nice! Najemnina 1200 evrov na mesec. Na Grajskem trgu stoji paviljon, za njim pa ostanki nekdanje cerkve svetega Jakoba, kasneje posvečene svetemu Jožefu, zgrajene leta 1317. Cerkev so porušili okoli 1955. Ob trgu stoji tudi lito železni zmajasti vodnjak, izdelan v 60-ih prav v železarni v Dvoru.
Tukaj je pa še eno zanimivo dejstvo. Še preden so v Sloveniji začeli predvajati filme, je bila prva slovenska igralka že v Hollywoodu. In to je ona. Njeno pravo ime je bilo Razalija Sršen. Nastopala pa je pod umetniškim imenom Zala Zarana. Leta 1921 je dobila svojo prvo pomembnejšo vlogo v ameriškem filmu Wheel of Fortune. Kasneje istega leta je zaigrala še v filmih kot so The Merry Widow, Backfire, The Big City, Wings in številni drugi. Skupaj je nastopila v 20 nemih filmih, igrala v gledališču in napisala več kratkih gledaliških iger. Z umikom nemega filma in prihodom zvočnih filmov pa se je umaknila iz filmskega sveta. In sva znotraj gradu Žužemberk in ta grad je res ogromen. Od znotraj je veliko večji, kot sva pričakovala. Prvi pisni viri, v katerih je grad omenjen, se pojavijo leta 1246. Tukaj je še nekaj zanimivosti o gradu. V srednjem veku je pogosto menjal lastnike. Leta 1374 so ga podedovali Habsburžani, leta 1538 pa so ga dali v najem Wolfu in Juriju Engelbertu Turjaškemu. Wolfov sin Andrej Auersperg je leta 1593 zmagal v bitki proti Turkom. Ko je leto pozneje umrl, je grad prešel v last Auerspergov. Leta 1591 je velik požar uničil večji del gradu, zato so ga obnovili in mu dali bolj utrjen videz. Zunanje obzidje s 6 stolpi je ohranjeno še danes, vendar je bilo med drugo svetovno vojno močno poškodovano. Grad je zelo lep in velja za enega najslikovitejših gradov v Sloveniji. Odprt je za javnost, vstop je brezplačen, prav tako je brezplačen dostop do razglednega stolpa. Na voljo so informativne table o zgodovini gradu, razgledi z notranjosti pa so čudoviti, saj se odpirajo na reko Krko in prekrasno pokrajino, ki obdaja grad. Obisk zaključiva pri glavni župnijski cerkvi, ki stoji na tem čudovitem hribu. Od tukaj se odpira res lep razgled na cel kraj, vidi pa se celo grad. V keltskih časih je tukaj stala naselbina in pot. Kasneje so zgradili cerkev svetega Janeza Krstnika, ki je bila v 14. stoletju posvečena svetima Mohorju in Fortunatu. Cerkev je leta 1944 pogorela skupaj z orglami. Obnovljena je bila leta 1994, leta 2005 pa so dodali nove orgle. Tako zaključiva najin obisk 8. občine od 212. Na najini lestvici pa Žužemberk zasede 3. mesto. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, je popolnoma brezplačno, všečkaj ta video, deli med svoje prijatelje in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!